Lep pozdrav Slovenija iz čudovitih in sanjskih Sejšelov. Danes imam za vas prav poseben vlog z vprašanji in odgovori. Upam, da boste uživali in začnimo z tem vlogom. Pozdravljeni iz Sejšelov, moje ime je Maja in živim tukaj že 8 let, kjer seveda tudi delam, imam svojo družino in za vas pripravljam čudovite vloge, tako da me boste malo spoznali, da ne boste videli samo fitness vsebine, ampak tudi vsebine, ki so kot nekakšen vlog iz Sejšelov, se pravi moj življenjski stil tukaj na Sejšelih. Rada bi vam predstavila Sejšele in tropski otok iz čisto realne slike, ki ga mogoče kot turist ne vidiš, ko prideš sem. Tako da danes vam bom povedala malo več o sebi, kdo sem, kaj počnem tukaj na Sejšelih, kaj dejansko počnem na Sejšelih, kaj je moja služba. Sem osebna trenerka in trenerka skupinskih vadb. S tem se ukvarjam že odkar dejansko sem prišla na Sejšele. Sicer leta 2015, se pravi 8 let nazaj, sem prišla seveda na turistično vizo, ostala na tej turistični vizi približno pol leta. V tem času sem se jaz uredila svojo delovno vizo preko Nacionalnega športnega inštituta, kjer so mi potem tudi zagotovili 2x po 2 leti delovno vizo. No in leta 2019 sem odprla svojo firmo Maja's Fitness, Design Your Body in nekako postala samostojna. Trenutno imam 9 skupinskih vadb na teden in 7 trenirancev na osebnem treningu. Kombiniram osebni trening v mojem studiu in pa seveda tudi v fitness centru. Imam pa seveda tudi online spletno telovadnico, ki je kot moj fitness dojenček, kot temu pravim, fitness baby. In tam seveda lahko vadite z mano čisto vsak dan po tedenskem urniku. Imam seveda 3 urnike trenutno za začetnike, za tiste, ki ste na višjem oziroma srednjem fitness nivoju, in pa seveda urnik v slovenskem jeziku, kjer snemam tudi vadbe v slovenščini. Na voljo je več kot 350 vodenih vadb, lahko jih zbereš po kategorijah, po težavnostih, z utežmi, brez utežmi, lahko izbereš tudi mobility, fleksibilnost, jogo, kar želiš. Ta način je seveda vezan na naročnino, če pa želiš dejansko vaditi samo preko določenih programov, ki trajajo mogoče 4, 6 ali 8 tednov, je pa na voljo tudi veliko programov za enkraten nakup. Tako da je veliko možnosti, če želiš trenirati z mano in si oblikovati telo. Tako na kratko, kaj počnem na Sejšelih. Vem, da me boste tudi vprašali, ali kot tujec lahko odpreš svojo privatno firmo na Sejšelih, in odgovor je ja. Svojo firmo lahko odpreš preko SIB sklada, se pravi preko Sejšelskega investicijskega biroja, sklada, kakorkoli. Prijaviš svoj projekt, mislim, da je plačilo okoli 1000 evrov, ne vem točno, koliko je za plačati, ampak kar nekaj se plača in potem seveda lahko začneš z delom, ko dobiš vse odobreno. Sama sem odprla svojo firmo na podlagi poročnega dovoljenja. Na nek način imajo Sejšelci svoja pravila, kar se tega tiče, in če si seveda poročen, lahko svojo firmo tujci odpremo tudi na takšen način. In kako je z plačevanjem davkov? Tudi to je odvisno, kako velika firma si. Po navadi espeji plačamo samo 1,5% davek od svojega prihodka, letnega prihodka, in to plačamo enkrat na leto. In to je to. Nič drugega. Tako da 1,5%, kar je v bistvu zelo sanjsko. Bi rekla pa, da je v bistvu zelo slaba stran
tujcev na Sejšelih je pa, da seveda nismo upravičeni do plačevanja pokojnine, do zdravstvenega zavarovanja in pa kakršnega koli ostalega socialnega zavarovanja, se pravi, ni nobenih bonitet za nas. V tem smislu seveda si vezan na svojo lastno državo, ampak ker sem se sama odpovedala rezidentstvu v Sloveniji, točno zaradi razloga plačevanja dvojnih davkov, seveda tudi v Sloveniji nisem upravičena do zdravstvenega, pokojninskega in socialnega zavarovanja. Tako da nekako živim na oblaku in mislim, da si moram ustvariti nekakšno življenjsko zavarovalno polico tukaj na Sejšelih, da imaš vsaj neko varnost oziroma pač neko navidezno varnost za prihodnost. Čeprav mislim, da se bodo sedaj uvedle nekakšne razlike tudi za tujce, ki živimo tukaj in delamo, in se mi zdi tudi to pravično, da nekako lahko plačujemo v te sisteme in da imamo tudi neke bonitete potem, ko nehamo delati. Drugače pa je v bistvu kar nekakšen riziko, ampak ja, to so seveda minusi življenja tukaj na Sejšelih kot tujec. Evo, zdaj trenutno sem šla sem malo na moje staro delovno mesto, Nacionalni športni inštitut, ki je v bistvu zelo velik kompleks, športni kompleks, ki so ga zgradili že kar nekaj let nazaj za Indian Ocean Games, se pravi kot nekakšne olimpijske igre Indijskega oceana, za države Indijskega oceana, se pravi La Reunion, Mauritius, Seychelles, potem mislim, da tudi države iz Afrike, nisem čisto sigurna, ampak v glavnem kompleks je bil čudovit, imamo veliko športnih površin za različne športne dejavnosti, ampak problem na Sejšelih je ta, da karkoli se zgradi, v bistvu zelo težko vzdrževati, v glavnem pač ne vzdržujejo na takšen način, kot bi mogli, in potem veliko stvari razpade. Je pa žal tudi vse odvisno od vodstva in kdo pride na položaj direktorja, kot vse posod po svetu. Je pa to tudi eden izmed najlepših kotičkov tule na Sejšelih za sprehod. Celotni krog tukaj okoli je dolg 2,3–4 kilometre in je odlična sprehajalna pot in tudi pot za jutranji tek. In tukaj za mano vidite pa tudi Eden otok. In tudi ta Eden otok je seveda umetno nared. Tega so pa zgradili Južnoafričani in tudi nekaj časa nazaj niti nisi mogel kot Sejšelc iti na ta otok, ampak seveda potem so videli, da je to neumnost in so seveda zgradili tudi restavracije, banko, vse ostale zadeve, tako da ni samo luksuz, ampak je tudi čudovita destinacija za, ne vem, pohajkovanje, za nakupovanje, za nedeljsko druženje, za odhod v restavracijo. Imamo tudi nekaj nočnih barov na Eden otoku. Je pa tudi marina in seveda tudi zelo bogat del prebivalstva živi na Eden otoku. Tako da ja, lahko pa kot tujec kupiš hiško oziroma stanovanje na tem Eden otoku. Drugače pa ne moreš, nikjer drugje ne moreš kupiti posesti, stanovanja, hiše. O moj bog, ta veter. Lahko pa kupiš stanovanje, hišo na Sejšelih, če si delni lastnik z Sejšelcem. Tako je to. To je naša tropska zima, če koga zanima. Kako izgleda junij, julij na Sejšelih, to je to. Veliko vprašanj dobim, kdaj lahko obiščem Sejšele in če vam je všeč takšen veter, ki seveda ni hladen, potem ste vabljeni tudi julija, avgusta, septembra, kjer imamo tropsko zimo z vetrom. No in tale obala je v bistvu edina,
ki je nekako kamnita in me spominja na mogoče hrvaško in slovensko obalo z veliko borovci in pa seveda tudi s kamenjem. Ni pa se baje fajn kopati tle zaradi morskih psov, tako so mi povedale punce, ki se potapljajo, da pač to območje ni glih primerno za kopanje, tako da se najrajši držim peščenih plaž. Ok, naslednje vprašanje. Kaj je tisti najboljši del življenja na Sejšelih? Seveda je to dejansko podnebje, ki je tropsko, toplo. Dejansko bi lahko človek rekel, da je tukaj poletje skozi celo leto z 2 monsunskima obdobjema, ki pa niti nista tako huda. Eno obdobje je bolj deževno, kjer pač imamo več dežja kot ponavadi, in drugo monsunsko obdobje pa je vetrovno, v katerem smo trenutno. Lahko dežuje, lahko pa tudi ne dežuje, ampak vedeti morate, da tudi naša deževna doba ni takšna, da bi dejansko 2 meseca non-stop deževalo. Lahko se pa zgodi, da dežuje en teden skupaj, in če prideš točno na ta teden na takšno prestižno destinacijo oziroma na destinacijo, ki ni tako zelo poceni, se mi zdi zelo, zelo škoda. No, tako da januarja mogoče bi res odsvetovala. No, in če zdaj navežem še ob naslednje vprašanje, kdaj je najboljši čas obiska Sejšelov, je definitivno obdobje oktobra, novembra in pa obdobje od marca, aprila do maja. Takrat imate res čudovito vreme skozi ves čas in skozi celoten del otoka. Drugače pa se pa razlikuje med severnim delom in pa seveda južnim delom otoka. In kaj je še druga super zadeva, je, da je morje okoli in okoli in da je temperatura morja med 24 in 31 stopinj, tudi odvisno, v katerem obdobju pridete na Sejšele. Se pravi, če imate rajši malo hladnejše morje, potem je junij, julij, avgust najbolj primeren obisk za Sejšelov, ko imamo tropsko zimo. Najbolj vroče, najbolj toplo morje pa je marca, aprila, kjer voda doseže do 31 stopinj, kar je pa v bistvu zelo mlakasto. Prav tako bi jaz rekla, da je tukaj tudi majčkeno bolj umirjeno življenje, v tem smislu, da je vse skupaj počasno oziroma počasneje kot drugače. Ljudje ne hitijo, tako kot v Evropi in v ostalih delih zahodnega sveta. Ni tistega stresa, da moraš narediti točno vse tisto sekundo, kot ti rečejo. Tukaj si vzamejo čas tudi do 2-3 tednov, pač ja, ko bo. Če ne bo, ne bo. Tako da s tem sem imela v bistvu težave zelo na začetku, ko sem prišla, pač iz te evropske mentalitete. Sem prišla sem na otok in sem čakala na eno pogodbo kar 3 tedne, ker za mene je to v bistvu bilo tako res čisti nesmisel, ker sem navajena bila, da se ta pogodba recimo o delu uredi mogoče v dnevu, 2. Mogoče največ kakšen teden traja tudi v Sloveniji, ne vem, sem že pozabila, ampak ja, to je bilo tisto, kar me je res šokiralo in sem mislila, okej, pač čisto drugačna mentaliteta in se je treba privaditi na to. Se pravi, na začetku sem se še pritoževala, danes se pa v bistvu ne pritožujem več in mi je to čisto okej in cool. Kar je v bistvu tudi zelo zanimivo za Sejšelce je tudi to, da se oni ne sekirajo veliko glede dela, kar je v bistvu za delodajalce zelo smotan, zaradi tega, ker ti reče pač delavec iz danes na jutri je žal, jutri ne bom prišel več v službo in tudi v ponedeljek in tudi nikoli več ne pridem delati, tako da znajdi se. Tako da ja, so navajeni tega iz socializma, iz socialistične države, kjer jim je bilo dano vse in še zdaj imajo takšno mentaliteto, da v bistvu bo država za njih poskrbela.
v vsakem primeru, tako da se lahko igrajo tudi s službami. A ni ful fajn tu? A ni ful lepo? Meni je ful noro lepo, pa še pull-up bar imam. No, da vidim, kako sem dobra. Vam je ratal. Wow, še skočiti mi ni bilo treba gor. Ponavadi se to ne zgodi, mogoče mi je zdaj ratal za kamero narediti prvič, kar je super. Ampak ok, gremo na nizko. Ja, ta bo čisto easy. Enega mi je pa ratal, no. Noro. Naslednje vprašanje. Katere so pa tiste slabe strani življenja na tropskem otoku oziroma življenja kjerkoli že si kot tujec? Rekla bi, da dejansko te vedno gledajo kot tujca, da nikoli dejansko nisi 100% del njih. Kljub temu, da se zelo trudiš, se moraš kot tujec v drugi državi truditi še po mojem meni 10-krat bolj. Ampak ko se pa nekako uveljaviš, pa mislim, da potem te nekako cenijo bolj oziroma cenijo bolj tvoje znanje, ki ga prineseš iz zahodnega sveta sem na Sejšele oziroma kjerkoli živiš na kakršnemkoli drugem tropskem otoku. Se mi zdi, da je to zelo, zelo pomembno. Potem slaba stran je tudi ta, da dejansko si moraš ustvariti svoj krog prijateljev iz nič, iz nule. In ja, tudi to je tako malo dvorezen meč, ker je pač treba vzpostaviti neko zaupanje med ljudmi. In na začetku sem imela zelo veliko težav, ker veliko ljudi tukaj ne pozna nekakšne zvestobe, zvestobe med partnerji in zvestobe med prijateljstvi. Tukaj skorajda nekako ni oziroma je v zelo velikem pomanjkanju. In s tem sem imela tudi zelo veliko težav, veliko prijateljev, za katere sem mislila, da so moji prijatelji, dejansko to niso bili. In sedaj sem bolj previdna, komu zaupam svoje osebne stvari, se pravi dejansko jim niti ne razlagam osebnih stvari, zato tudi nimam vlogov v angleškem jeziku. Tako da to je ena izmed slabih stvari. Potem tudi ta seveda, da nekako si vedno razdvojen med svojo državo, kjer imaš prvotno družino, svojo mami, prave prijatelje in seveda med državo, v kateri živiš, in vedno se moraš od nekoga poslavljati, ali je to od mojega moža, ali je to od moje mami in prijateljev. Tako da v bistvu življenje je lepo, ampak tudi je zelo težko, tako da moraš imeti zelo, zelo trdo kožo, če se odločiš za takšno življenje, sploh če odpotuješ na drugi konec sveta sam oziroma brez svoje primarne družine. Tako da to so downfalli oziroma slabe strani življenja tujcev na tujem območju. Ampak dobra stvar pa je ta, seveda, da lahko povabiš svoje prijatelje, družino, da pridejo sem s tabo na počitnice, oziroma da si lahko mogoče tudi ustvarijo življenje tu, če si le za to. Ja. Naslednje vprašanje, ali potrebuješ vizo za vstop na Sejšele? Ne potrebuješ vize. Na Sejšelih si lahko 3 mesece in potem seveda lahko obnoviš svojo turistično vizo za približno 5000 rupijev. Tako da ja, ali pa greš ven iz države in se potem ponovno vrneš v državo. Kar pa rabiš je pa seveda, če ostaneš tako zelo dolgo, rabiš imeti soliden bančni račun, kjer imaš naloženo dovolj denarja in to tudi lahko preverijo. Seveda pa ob vstopu v državo potrebuješ tudi rezervacijo svojega bivanja,
drugače pač seveda te ne bodo spustili v notranjost države, imeli boste težave na letališču. Ja, in to je to, dejansko 3 mesece si lahko, bivanje je potrebno, dovolj denarja na bančnem računu. Ko sem jaz vstopala 2015, si moral imeti na dan vsaj 100 evrov na računu. Se pravi, odvisno koliko dolgo si ostal na Sejšelih, krat 100, tako da to so potem zračunali, ampak noben ni preverjal tega. Tako da ja, to so te zadeve. Tudi glede covida ni nobenih restrikcij več, ali si cepljen ali nisi cepljen, si prebolel covid ali ne. V glavnem restrikcije so vse odpadle, ne nosimo več mask, tako da živimo praktično kot smo živeli prej. Tudi ta update glede covida. Okay, tudi vprašanje glede varnosti dobim, sploh recimo dekleta, ženske, ki si želijo potovati same. Sejšeli so dokaj varni, so v bistvu res varni. Nimamo praktično veliko kriminala, mogoče tu pa tam kakšna kraja, okay, to bi mogoče res izpostavila. Kraje se zgodijo na plažah, tako da pa seveda osebne predmete, drage predmete rajši pustite v apartmajih in jih ne nosite na plažo, na izpostavljena mesta. Pač to je seveda logično povsod po svetu, ampak drugače Sejšeli so res zelo varna država, ni nobenega problema. Zdaj ste približno dobili sliko, zakaj je ta pot tako čudovita in tako lepa. Dejansko se sprehajaš ob morju. Naslednje vprašanje, kar se tiče mogoče cen bivanja, hrane in podobno. Odvisno, kakšen je vaš budget. Preko Bookinga lahko dobite zelo ugodne nastanitve, tudi tam okoli 70 do 100 evrov na noč, povprečno pa bi rekla, da je okoli od 100 do 200 evrov na noč bivanje. Seveda, če pa ste bolj za prestiž, potem pa so seveda tudi hoteli z 5 zvezdicami, kot so Four Seasons, Kempinski, Banyan Tree je bil včasih, tako da ja, to je to. Kar se tiče hrane, je v bistvu podobno. Hrana v restavracijah je dokaj draga, tako da rečemo, za eno večerjo lahko pričakujete okoli 100 evrov, račun od 50 do 100 evrov. Tako da je kar dokaj draga. Zdaj za takeaway, se pravi pač za hrano na ulicah, pa je približen obrok tam 5-7 evrov, rečemo. Nekaj takšnega, no. Povprečno. Voda je pitna povsod, ampak jaz si jo še vedno kupujem, tako da ja. Tako sem lačna, da ga moram probati. In sem že vrisnala en bajs. Wow. Wow. Tole je pa res pravi falafel. Hrana v trgovinah je pa spet odvisno, kje kupiš, ampak ni tako hudo, no. Mogoče včasih se bolj splača iti na bed and breakfast varianto, se pravi apartma, kjer pa skrbiš za svojo hrano in pijačo sam. Sedaj zaokrožujem tale kompleks. In tukaj smo prišli sedaj do tenis igrišč. In gremo tudi pogledati malo na bazen. Tako da imamo kar dokaj veliko tenis igrišč, ampak kakor vidite, niso nekako ful lepo vzdrževani, kot sem že prej omenila. Je pač problem vzdrževanja na Sejšelih česarkoli dejansko. Veliko stvari so nam dali tudi Arabci in potem se skupaj razpade. Žal.
Hello, bonjour, ça va? Okay. In kako je z javnimi prevozi? Javni prevozi so zelo dobro organizirani tukaj na Sejšelih. Lahko se prevažate z avtobusom, ki je definitivno eden izmed najcenejših. Mislim, da je za manj kot 1 evro vožnja v katerokoli smer želite in avtobusi so zelo pogosti. Potem seveda taksi službe, kjer bi izpostavila tudi mojega moža, ki se pa seveda s tem ukvarja. Tukaj spodaj boste lahko videli njegov e-mail in mu lahko pišete, vas bo pobral iz letališča, vas peljal v katerokoli nastanitev želite in seveda nudi tudi dnevne ture po otoku. Tako da priporočam in mogoče se lahko zmenimo za kakšen dodaten popust, zato ker me pač poznate. Samo omenite, da vas je poslala Maja. Tako da to je to. Cene taksijev so pa odvisno seveda kam greste. Okoli 30 do 50-70 evrov na vožnjo, pač cene so takšne, kot so. Taksiji so tudi kot nekakšen luksus tu in niso zelo poceni, ampak tako pač je. Lahko tudi seveda najameš svoje vozilo, ampak morate biti previdni, kar se tega tiče, ker vozimo po levi strani, tako da če niste navajeni na vožnjo po levi strani in vas je mogoče tega strah, bi rekla rajši, da se poslužujete javnih prevoznih sredstev, taksija, avtobusov in tako naprej. Tako da ja. Cene vseh rentakarjev so odvisne od podjetja do podjetja, tako da pač lahko malo raziskujete naokoli in kje so najlepše in najboljše plaže na Sejšelih. Ena izmed najbolj popularnih je definitivno Bovalo. Ta je tudi najdaljša plaža na Sejšelih, tukaj na severozahodnem delu otoka. Potem imamo Anse Royal na vzhodnem delu otoka in potem pa tudi ena izmed zelo lepih, ampak malo bolj nevarnih plaž je Anse Intendance na jugu otoka. Drugače pa so plaže lepe povsod. Je dokaj podobno, le da je pesek na vsaki plaži majčkeno drugačen. To je neka posebnost Sejšelov. Ja, še omenila bi, da dejansko Sejšeli sestavljajo 115 otokov, od tega jih je polovica granitnega izvora in polovica je pa seveda koralnega izvora. Tako da zunanji otoki, ker jih je kar nekaj, so koralni in so nizki. Glavni otoki, se pravi Mahe, Pralin, Siluet, Ladig, so pa granitnega izvora in seveda tudi zelo hriboviti. Tako da, ja, zato je tudi naša, rečemo, cena sadja in zelenjave majčkeno dražja, zato ker nimamo toliko ravnih površin za pridelavo sadja in zelenjave. Tako da veliko uvažamo in na podlagi tega je tudi v bistvu lokalna hrana oziroma hrana, ki jo pridobimo od drugod, majčkeno dražja. Se pa splača iti na jug, kjer lahko direkt kupiš od pridelovalcev hrane in kupiš majčkeno ceneje. No, sedaj sem vam pa še dolžna povedati zgodbo, kako sem sploh jaz prišla na Sejšele. Leta 2014 sem spoznala svojega moža preko Facebooka oziroma našel me je preko vadbenega kanala, preko YouTuba. Pogovarjala sva se zelo dolgo, bila sva prijatelja, nič kaj resnega in potem sem pač rekla, ok, grem pač malo na počitnice na Sejšele, da vidim to čudovito deželo in da končno spoznam svojega prijatelja. In to prijateljstvo se je čez čas spremenilo v ljubezen in ja, potem sem seveda ostala. In sedaj imava skupaj 5-letnega sinka, Lijota, in tukaj živim, sva se poročila tudi 5 let nazaj. Ja, in to je to. To je moja zgodba na kratko, kako sem pristala tu.
na Sejšelih. Ja, dejansko na povabilo svojega prijatelja in potem sem ostala tukaj. Če zavedno, ne vem. Zaenkrat pa ja. Zdaj si pa zaslužim malo počitka. Sem že zmatrana, tale krog je bil kar intenziven. Hecam se moram iti malo okoli, saj sem športna trenerka. In na tej točki se jaz tukaj od vas poslavljam. Upam, da ste uživali ob gledanju tega vloga, dobili malo več informacij, kar se tiče Sejšelov, kar se tiče mene tudi. In če vas še zanima karkoli, prosim napišite vprašanja spodaj in z veseljem vam bom odgovorila v naslednjem vlogu oziroma v prihodnjih vlogih. Če se še niste naročili na moj kanal, se naročite, stisnite like in mi pomagajte, da se moj kanal dvigne majčkeno višje. Najlepša hvala za ogled in se vidimo naslednjič. Lep pozdrav iz Sejšelov!